Pozdravljeni in dobrodošli nazaj v še zadnjem letošnjem podcastu oziroma rubriki Pogovor, že 6. po vrsti. Všečkajte tale video, saj boste s tem prispevali k temu, da YouTube priporoči ta podcast več ljudem. Naročite se na ta kanal, če še niste naročeni, in ker gre v pripravo podcastov veliko časa in truda, vas vabiva, da naj jo podprete z donacijo prek PayPala. Link za donacijo imate spodaj v opisu, donirate lahko seveda poljuben znesek. V primeru, da je to 20 evrov, dobite na dom Romanovo knjigo Prvi spol, če pa donirate 30 evrov ali več, pa vam na dom pošljemo majico Vodebologija z zabavnim napisom, ki je tudi sicer odlično darilo za moškega, tako da če še iščete kakšno novoletno darilo ali pa morda kupujete darilo za rojstni dan ali kaj podobnega, vam dajeva idejo. Vse informacije o tem, kako donirati ali dobiti knjigo oziroma majico, imate spodaj v opisu tega videa. Zdaj pa kar k današnji temi. Današnji pogovor bo nadvse življenjski, namenjen bo razumevanju funkcioniranja partnerstva oziroma družinskega funkcioniranja s poudarkom na finančnem ujemanju. V tem pogovoru bo izpostavljeno moško dajanje oziroma, kakor temu reče Roman, ejakuliranje denarja in žensko sprejemanje. Video bo zanimiv in poučen toliko bolj, ker se je na Romana po elektronski pošti obrnila malce finančno zaskrbljena ženska, imena ji bo Jerneja. Najprej bom prebrala njeno sporočilo, v katerem razlaga svoj problem v povezavi s partnerjem in finančno preskrbljenostjo. Prisluhnimo. Pozdravljeni, gospod Roman Vodeb. Redno vas spremljam prek YouTubea. Zanimivi so mi podcasti, tudi tako imenovani pogovori, kjer odgovarjate na vprašanja oziroma dajete komentarje na specifične izpovedi in zgodbe. Tudi sama sem se odločila, da vam pišem in poskusim iz vas izvleči kakšno modrost ali nasvet zase, saj verjamem, da bi bila moja zgodba, moj primer, dilema dovolj zanimiva še za mnogo drugih, predvsem za ženske, ki so se znašle v istem položaju, v isti dilemi, kakor jaz. Rodila sem se kot drugi in zadnji otrok materi, ki jo je od 5. leta naprej vzgajala samo mati, ki se je ločila od moža alkoholika. Oče moje matere je umrl, ko je imela moja mama 16 let. Tudi moj oče je imel specifično otroštvo, imel je ločene starše. Očetov oče, moj dedek, je imel raje svojo hči, očetovo sestro kot njega. Zdi se mi, da je v mojem očetu ta razlika v izkazovanju ljubezni pustila veliko posledic. Te razlike so na račun obnašanja mojega očeta opazne tudi v naši družini, kjer pogosto prihaja do situacij, kjer se oče čuti konstantno oziroma kronično ogroženega. Zato se velikokrat, torej zelo hitro in refleksno postavi v obrambno držo, včasih pa se celo a priorno brani z napadom. Za še tako nepomembno zadevo vedno znova in za vsako ceno išče krivca, kar nekako odležemo in najbolj pomirjene takrat, kadar v sebi ustvari sliko, da on ni kriv. Vi, gospod Roman, bi rekli, da to dela simptomatsko, saj simbolno ponavlja paradigmo oziroma vzorec iz otroštva, iz svoje primarne družine. Oče ima v sebi ogromno nepredelane, torej potlačene jeze. Tega globinskega, torej psihoanalitičnega razumevanja sem se, gospod Roman, naučila od vas. Hvala. Z leti se pri mojem očetu ta infantilna ranjenost samo še stopnjuje, sploh v stanjih vinjenosti, ko ga raje pustimo pri miru, čeprav vsi globoko čutimo, kako trpi in živi v bolečini, odtujenosti, od sebe in od nas domačih. Sploh si ne pusti blizu, ne pusti si pomagati. In sedaj moja mati, zelo je racionalna in inteligentna, tudi študiozna in bistra, pa tudi resna in globoka. Zdi se mi, da vse nekako razume. Zanimajo jo področja, kjer z očetom nikakor nista kompatibilna. On je bolj površinski, bolj humoren, spontan, morda celo toplejši, čeprav je čustveno slabo pismen in v zadnjem času zelo odtujen, odmaknjen, zategnjen, mrk. Mati svojo toplino in ljubeznivost težko pokaže, čustvena spontanost in nekako ne gre od rok, čeprav vsi čutimo, da čustvenost, toplino in ljubeznivost še kako nosi v sebi. Vsi vemo, da je mehka in čuteča, čeprav tega ne kaže navzven. Ko sem bila deklica, sem si bila bliže z očetom, imam veliko spominov njegovega pripovedovanja pravljic, najinih iger, učenja, smeha. Z mamo so spomini bolj resni in ko sem bila v stiski in jokala, sem se nekako počutila, kot da sem mi nekako odveč.
Verjamem, da je bila tudi sama v stiski, iz katere ni našla poti, saj se točno tako danes velikokrat počutim tudi sama. Sama sebi sem odveč. Vi, gospod Roman, bi verjetno rekli, da simbolno ponavljam čustva, ki sem jih kot deklica občutila v čustveni interakciji z mamo. Vidite, da se učim, prihajam do uvidov tudi z vašo pomočjo. Danes sem si z mamo bližje, saj se mi je oče v obdobju najstništva, ko sem se začela osamosvajati, se upirati in zapirati pred starši, nekako zamiril in me odrinil od sebe. To mi je povedala mama. Od takrat z njim nekega poglobljenega odnosa nimam, čeprav sem ga pogrešala, sicer pa z nobenim od njiju danes nimam zares globokega in zaupnega odnosa. Vem, da sta starša vedno tam zame, če bi slučajno karkoli potrebovala, ne delim pa z njima svojih najglobjih čutenj in doživljanj. Zase bi rekla, da sem resna, zanesljiva, intelektualna in precej analitična. Nenazadnje sem se nekaj naučila tudi na fakulteti. Posedujem očetovo igrivost, sproščenost in spontanost, a pri toplini, mehkobi in srčnosti sem podobna mami. Vse to je v meni in partnerju, tudi prijateljicam, to spontano, torej nezavedno izkazujem, ampak se znam tudi racionalno korigirati. Pogosto se zavestno, racionalno odločam, intuicijo nekako pretentam, saj vem, da ravno te naravne tendence, torej intuicije nimam, ker je ni imela niti mama, ki sem jo očitno identifikacijsko skopirala. Stara sem krepkih 35 let in sem že skoraj 5 let v zvezi s partnerjem, ki je nekaj let starejši. Ne živiva še skupaj, čeprav to v zadnjem času načrtujeva. Moj fant, partner, naj mu rečem Janez, je zelo skrben, zanesljiv, odgovoren in resen človek, zelo intelektualen in razumen ter razmišljujoč, tudi filozofski. Rekla bi, da je Janez karakterno bolj podoben moji mami kot očetu. Prav tako kot moj oče je tudi on zelo tehničen in praktičen, vse zadeve rad postori doma sam, razume jih in so mu v veselje. Ima tudi umetniško žilico, kar me po svoje veseli. Me pa malo skrbi, da je nekako bolj feminilen kot faličen oziroma testosteronski. Meni brez zadržkov izraža naklonjenost, nežnost in razumevanje, želi si fizične bližine, dotikov, objemov, crkljanja in ne zgolj seksa. Je občutljiv, tenkočuten, empatičen, zelo pošten, boli in prizadene ga krivica. Telesno je zelo fit, športen in dokaj zdravo živi. Sicer je konstitucijsko malce suhljat, ni noben mišičnjak in nikakor ni nek športen tip na pogled. Naprimer, bildanje mišic mu je celo smešno. Skupinskih športov, kjer je veliko grobe igre, ne mara. Zelo rad ima naravno gibanje. Veliko hodi, pešači, rad kolesari, dela tudi fizična dela, naprimer na vrtu. Vse, kar počne z občutkom in natančnostjo, nikoli z nekim horukarstvom, z grobostjo, z grobo silo in površnostjo. In skoraj nikoli v naglici. Na delo se prav pripravi. Naglica ga nervira, zato mu mnogo stvari, dalo bi se jim reči manj pomembne obrobnosti, vzamejo ogromno časa. Po mojem mnenju preveč časa. Torej je temeljit, a nekako počasen. Je pa izjemno potrpežljiv, umirjen, strpen, obvladan, razumevajoč, ni nagle jeze. Čustva težje izraža, a se jih zaveda, velikokrat se ovije v žalost, morda celo v žaljenost. Je kar precej introvertiran, vase zaprt, njegov prevladujoč temperament je, če stereotipiziram, melanholičen, užaloščen. Moj Janez je skupaj s svojim mlajšim bratom zrasel v precej konfliktnem okolju in vzdušju. Njegov oče se je umikal in bil pogosto odsoten, mama pa je bila nezadovoljna in preobremenjena, kar je tudi brez zadržkov izražala. Po domače, težila je svojemu možu in otrokoma. Veliko so se kregali, ogromno je bilo kričanja in agresije, fizičnega nasilja pa menda nikoli. Pri Janezovih 10 letih sta se starša ločila. Janez je nato živel z mamo, ki je pritiskala nanj veliko bolj kot na mlajšega brata. In čeprav se ji je Janez upiral, je bil kriv tudi za stvari, ki jih ni nikoli storil. Mimogrede, moj oče in Janezov oče imata zelo podobno dinamiko. Janezova mama je vedno več naklonjenosti in odobravanja izražala do drugega sina. Moj Janez to čuti še danes na pragu svojih 40 let. Janezov brat je že od nekdaj tudi bolj ustrezal materini predstavi, kako naj bi živel in kaj počel.
Janez je ni z ničemer zadovoljil, zato se ji je uprl. Po moji presoji celo upravičeno. Zato še danes hodi po drugačni poti, ki ni konvencionalna in ne po nekih standardnih normah, ki se od njega nekako pričakujejo. Enostavno rečeno, Janez je drugačen od pričakovanega. Sedaj pa o naju z Janezom, o najinem odnosu, partnerstvu. V najnih konfliktih oziroma kadar pride do njih, sem jaz ostrejša, bolj groba, bolj direktna, odločna. V navalu jeze sem mu že kdaj izrekla kaj gršega in bolj žaljivega, da ga je zabolelo. Znam biti malce sadistična, kot bi vi, gospod Roman, rekli, ali pa imam zgolj šibkejši nadjaz. Tudi to sem se od vas naučila. Janez odvedno ohranja višji nivo spoštovanja, je bolj obvladan, ne ponižuje, ne žali ali kritizira, a v najbolj kriznih momentih okameni, nekako zmrzne in nima besed, medtem ko grem jaz v boj in ali beg, pogosto tudi zapustim prizorišče, ker moram zadevo predihati. On pri konfliktih oziroma po njih nima odklonov ali tendenc v obliki bega v omamo, flirta z drugimi ženskami, bega v delo ali šport, v družbo. Njemu najni hujši spori poberejo ogromno moči in volje. Najni spori ga sesuvajo oziroma močno obremenijo in potrebuje veliko več časa kot jaz, da pride spet k sebi. Je precej občutljiv, hitro je prizadet. Verjetno zaradi razmer in načina reševanja konfliktov, ki jih je bil deležen kot otrok v primarni družini, težko prenaša moje intenzivnejše neprijetne emocije in kreganje. Moj povišan ton ali odločno izražanje jeze zanj že predstavlja grožnjo in ga hitro tretira kot dretje in agresivno obnašanje. V moji družini pa so konflikti potekali bolj potihem, subtilno, podtalno, s pridihom pasivne agresivnosti. Veliko čustev se je sprva zadržalo v sebi, naknadno je pogosto prišlo do izbruha teh negativnih oziroma agresivnih čustev. Tak način sem ponotranila jaz in tak način manifestacije jeze imam še danes, s tem, da se z delom na sebi, s samozavedanjem skušam kontrolirati, se zavedati in odločati ter reagirati drugače, bolj konstruktivno. Vsekakor pa sproti in na lepši način, ne pa da se mi jeza nabira in nabira. Ne uspe mi vedno. Umik v molk mi je sicer najbolj domač, naraven in ga imam v intuiciji. Po teorijah navezanosti, ja, tudi Johna Bowleya in Mary Ainsworth poznam, z mojim Janezom ne spadava v nobeno pravo skrajnost, a vendar je njegov stil nekoliko bolj nagnjen v spekter anksioznega, saj mu najtežji občutek predstavlja občutek zapuščenosti. Moj pa se bolj nagiba v izogibajočega, iz konflikta in odnosa se lahko hitro umaknem, obrambno izognem. In v čem je torej sedaj problem? Ne v tem, da ima Janez formalno zaključeno le srednjo šolo, saj je inteligenten, se druži in parira prijateljem z doktorati. Ne v tem, da ni sposoben, ker doma ogromno različnih opravil, tudi strokovnih, postori čisto sam in to temeljito, perfektno in profesionalno. Niti ne v tem, da ni ljubeč, zvest in predan. Na prvo mesto v svojem življenju namreč postavlja najin odnos. Sama sem bila prej vajena, da moški pred odnos postavlja svojo kariero. Ja, vem, zato da se ne počuti kastriranega. Tudi to, gospod Roman, sem se naučila od vas. Kar me teži, je to, da je neambiciozen. Neambiciozen v smislu, da ga denar in ali kariera nikakor ne zanimata oziroma ne motivirata. Na svet in svoje življenje ne gleda skozi materialnost, denar mu je le nekakšno nujno zlo za preživetje in posledično živiva skromno. In samo po sebi me to niti ne moti, ampak pred letom dni je pustil službo. Službo, v kateri ni več videl smisla. Ogromno se ukvarja s tem, kaj je zares smiselno početi, kam vlagati svoj čas. In od takrat službe nima in je tudi ne išče oziroma še ne išče. Preprosto je prijavljen na zavodu, prejema socialno pomoč in se posveča zadevam, ki ga veselijo, saj je to, kar si najbolj od vsega želi, čas. Med drugim dela na svojem hobiju, umetniškem projektu, od katerega bo mogoče kdaj celo res dobil plačilo ali pa tudi ne. Njega to v resnici ne zanima. Jaz ga v teoriji popolnoma razumem. Tak način življenja, kjer imaš čas, mi je blizu, saj tudi sama nisem karieristka, čeprav sem imela dobre šanse za to. No, jaz sem vendarle ženska, kot bi vi rekli, gospod Roman, moj Janez pa moški. S tako neurejenimi financami in na nekakšnem skrajnem minimumu si pa res ne predstavljam mirnega družinskega življenja. In potem se sprašujem, ali bo to pri njem trajalo v nedogled, oziroma
Koliko časa še? Do neke mere sem ga podpirala, a zdaj tega ne zmorem več. Ženstvena intuicija mi ne da miru. On je pobudnik in si zelo želi, da se preselim k njemu, da si urediva dom pri njem. Živi namreč v zgornjem delu družinske hiše, spodaj pa živi oče sam. Z menoj si želi ustvariti družino, želi si torej, da bi imela otroka, se poročila. Vse lepo in prav, ampak ko pomislim in si skušam predstavljati to dinamiko in to njegovo estrogensko logiko, se name zgrne ogromna teža preobremenjenosti. Sicer nikoli ni česarkoli prelagal name ali pričakoval od mene, da bi mu jaz rit odnašala. Je pa res, da sem se sama ponudila ali pa kar spontano marsikdaj kaj naredila sama, kar bi v resnici moral storiti on. In končno, občutek imam, da bo, če si ustvariva družino, veliko preloženega name in to tistega, kar bi moral on urediti. V sebi nosim ta neprijeten občutek, ki me utesnjuje, plaši. Če sem konkretnejša, gre za pridobivanje in urejanje financ, torej družinsko blaginjo. Tu je še gospodinjstvo, to že zdaj skoraj v celoti urejam jaz, torej praktično sama. In še me je skoraj sram priznati, on nima izpita za avto. Izpita sploh nikoli ni šel delat. Vi, gospod Roman, bi rekli, da je brez organa. Edino jaz sem vozna. In za nameček se držim načela, da ne pritiskam nanj, saj tako ali tako ne bom dosegla ničesar, le poglobila bi razdor. Vem sicer, da bi bil čudovit in zelo prisoten oče. Te vloge si resnično želi in je nanjo pripravljen. Ako sem gledala vaš video, gospod Roman, kjer govorite o tem, da je moška naloga med drugim ta, da v družino ejakulira denar, me je popolnoma zmrazilo in me streznilo. Intuitivno kot ženska natančno vem, da je temu res tako. Zaradi diktata genitali, kot ste vi, gospod Roman, to razložili. In sprašujem se, le kako naj imam z njim otroka, ker mi biološka ura že res malo tiktaka, če se v odnosu ne počutim varno, mislim na finančno varnost. Jaz vem, da bomo ob mojem Janezu finančno nestabilni in nepreskrbljeni, sploh če se zgodi kaj nepričakovanega. In kako naj potem gledam otroka, ki bo imel revne starše, kastriranega očeta? Naj živimo na minimalcu, čeprav vem, da bi se lahko povsem dostojno preživljali, če bi Janez dal kaj od sebe. Naj se na porod odpeljem sama, naj otroke vedno jaz prevažam sem in tja, naj nas vse vozim okoli po dopustih in tako dalje. Vse to me odvrača od Janeza, saj me postavlja v vlogo, kjer bom jaz tista, ki bo vodila, nosila hlače, vsa odločna in asertivna, z jasno vizijo. Ampak na ta način bo v meni še manj prostora za izražanje mehkobe, topline in predaje v partnerstvu. Čeprav ni ravno neodgovoren človek, vendarle pogrešam njegovo akcijo in njegov prispevek, kjer prevzame več vajeti v svoje roke in daje več pobud. Sebe bi rada videla v bolj ženstveni vlogi in drži ob njem, ob mojem gospodarju, kot bi rekli vi, gospod Roman. Počasi namreč opažam, da izgubljam tisto privlačnost do njega kot moškega, niti ne rajca me več, tako kot bi me moral. Bojim se in to celo pričakujem od sebe, da mu bom podzavestno ta pasivna ravnanja tako zamirila, da mu bom vedno bolj najedala in to za majhne, marginalne in nepomembne reči. Vsa sem zbegana, vse skupaj ni fair in zato razmišljam o odhodu. Tako o svoji partnerski kalvariji razmišlja Jerneja, ki je na koncu na Romana naslovila še sklepni apel. Bi imeli kakšen komentar na mojo zgodbo, če tudi ne bo ustrezala normativom, da bo za objavo ali ne bo pritegnila vaše pozornosti, se vam zahvaljujem. Hvala, ker ste in ker počnete, kar počnete. Cenim vaš prispevek za oziroma v našo družbo. Krvavo vas namreč potrebujemo. Vse lepo in dobro vam želim, Jerneja. S temi besedami je zaključila svoje pismo. In sedaj, Roman, prosim, če to Jernejino zgodbo malce pokomentiraš. Ja, en prisrčen pozdrav tudi z moje strani. Ključno vlogo je tudi danes zastavila Tanja. Tale zgodba je malo običajna, malo pa zame pa tudi grozljiva. Tale Jerneja se je name obrnila tako, ali bom trznil ali ne bom trznil. Torej, jaz sem mislil, da je to običajna zgodba, ki nima neke dramatične konotacije, ampak potem pa sem zaključek videl
sem ga prebral, sem rekel, wow, tole se pa splača kaj povedati, glede na to, da je to moja tema, da sem napisal o spolu, pa prvi spol te knjige, da je moje družbeno poslanstvo pomagati ljudem, pomagati družbi in psihoanaliza je zame v osnovi miselni koncept, s katerim se da razumeti družbo in jo posledično skozi teorijo, skozi predavanja, skozi neke angažmaje, tudi skozi gledališke predstave, kar jaz delam. Bom mimogrede povedal, čez par ur imam tale čez hrib v Hrastniku, jutri imam Muto na Koroškem, tam je že 150 ljudi, tam že malo rezerviranih, potem imam pa še Celje dvakrat, sobota in nedelja, tudi ta novoletna predstava ob 19. Tudi tam imam neko družbeno poslanstvo, kjer na humoren način skušam ljudem dopovedati, da sta spola različna, da je moški, in bom zdaj tako v stilu današnjega predavanja rekel, da je moški zaradi diktata genitalij dajajoč, tudi v finančnem smislu, ne samo seksualnem, tem v ožjem smislu, ženska pa sprejemajoča. In kot taka sta kompatibilna. In ker to govorim dost prepričljivo, udarno, koncizno, z repom in glavo, se je Jerneja obrnila v svoji stiski, življenjski zagati, name. Tanja je prebrala to njeno oziroma njuno, ker ima tam še nekega Janeza, Slovencelna, ki bi malo, ne bom rekel, da lenaril, malo je izgubljen v tej svoji dajajočosti, faličnosti, malo je preveč estrogenski, ne ve, kaj je to faličnost oziroma testosteron, v prispodobi testosteron. Jaz upravljam neko družbeno poslanstvo, včasih so duhovniki to delali, tudi duhovniki so bili prvi psihoterapeuti, dokler ni Freud izumil tako rekoč zdravljenje z besedo, talking cure. In k meni prihajajo ljudje na pogovarjanje, včasih so duhovnikom, zdaj se pa hodijo pogovarjati. In jaz tim na krilih teh psihoanalitičnih konceptov stvari razložim. Ne delam tako kot Freud, se pravi psihoanalitično, ne terapiram klasično, ampak imam psihoanalizo kot nek fundament v propedeutičnem smislu, se pravi imam v ozadju neke koncepte, imam neko razumevanje človekove duševnosti in potem pomagam. Tudi pri partnerskih odnosih, tudi pri kakšni hujši psihopatologiji oziroma psihopatiji oziroma teh motnjah, osebnostnih tudi, tem je najtežje pomagati, tudi kako paniko, tesnobo znam razvozlati ali pa omiliti, ublažiti ali celo odpraviti, seksualne težave bi lahko oziroma jih odpravljam z nekim pogovarjanjem. Zdaj se je nekdo obrnil name, da bi imel neko televizijsko oddajo o seksualnosti, da bi kar neke pacientke se tam razgalile. Dvomim, da jih bo našel. Če jih bo, bom razmislil, ali bom pristopil k tem projektu ali ne. Skratka, k meni po nasvet se da priditi, tu in tam kakšna zgodba, ki je zanimiva, jo zakodiram in jo poskušam servirati vam, poslušalcem, gledalcem, konzumentom mojega znanja, v upanju, da se spremenite in da se družba izboljša, da se aritmetična sredina prijetnosti življenja v družbi s pomočjo mojih znanj dvigne. Tudi aritmetična sredina partnerskega, družinskega ugodja v partnerskem življenju, v družini, da se dvigne s pomočjo mojih znanj. Nekatere je treba v partnerstvih terapirati, ker dlje časa, ne samo en pogovor, drugi partnerji pa morajo slediti, kako se terapira eden od partnerjev. Navadno v partnerski zvezi nista dva potrebna za kreganje, ampak je ponavadi eden kriv, drug je pa posledično čuden, da ne rečem neznosen, ampak posledično.
Moja izkušnja je, da v partnerstvih je eden krivec in tega enega je treba malo sterapirati, potem se pa tudi drugi normalizira. Ker imamo v naši družbi, v tej Sloveniji, izredno močen feminizem, ta feminizem pa znižuje sistemsko aritmetično sredino družbene sreče. In jaz sem izredno nesrečen, zato pišem take knjige, še vedno je lahko dobite, 20 evrov je, čeprav decembra sem dal nekaj popust, ampak veste, sam proti vsem ne morem, bi rabo neke sledilce, nočem biti neka verska sekta, pa biti sam kot nek guru, ampak malo me pa treba podpirati, tudi v obliki nakupovanja knjig, subscribanja, tudi kakšne donacije, dobite tudi kakšno fajn sponzorsko majico, vodepologija. Skratka, feminizem znižuje aritmetično sredino družbene sreče. In tisti, ki imamo znanje, pa neko testosteronskost, neko predrznost, premoremo parhezijski govor, moramo neutralizirati vpliv feminizma na družbo, ker feminizem je škodljiv. In jaz sem pač ta nadležen kritični mislec, pain in the ass, ne bodi ga treba, enfant terrible, ne vem, kaj naj sam sebi še rečem, ampak vendarle sem koristen za družbo, tudi kadar kakšnemu erneclu kak cvek v glavo zabijem, v prispodobi, ali pa če kakšni političarki ali političarju kakšno prikro rečem, če tudi me policija preganja ali pa sodstvo, kar se mi dogaja. Zdaj, tale Jerneja in njen Janez, zgodba njuna je malo paradigmatska, zato sem se odločil, da jo predstavim. Jerneji ne bi ravno svetoval naj škartrobo pusti, ker dejansko tole ni špicna roba za ožent, ampak jaz sem pa še druge zgodbe, ko pa obstaja moški, ki so ful dajajoči, ful ejakulirajoči finance v žensko mednožje oziroma v družino, simbolno govorim. Imam glih v teh časih se je spet obrnila ena name, da te dec, ki sicer zajakulira po 5-6 tisoč evrov v družino, tudi ženska ni ravno revna, 2 otroka, punce, sta ranjene. Zakaj že? Ne zato, ko fotar toliko razvaja družino z denarjem, ker je fotar zapit. Ker je zapit in ko pije, je pošastno psihotičen, torej pretegnjen, obupen, ljubosumen, uničuje družino, otroke, hčerki sta obe zaznamovani, ampak ful karierno uspešen, na krilih svoje, neke ranjenosti, kariero gradi, ampak v nekem osebnostnem smislu pa rabi antidepresiv in ga je najdel našel ga je v alkoholu, v napačnih sferah ga je iskal. On bi mogel se pogovarjati, biti na terapiji, ampak ne bo šel, ker moški, ki gre po nasvet, to mora povedati, da je kastriran, da mu je treba pomagati. Moški pa ne rabi pomoči. Ta človek je ful provider, ampak ful kreten, karakterno, če je pijan, če je trezen, ne. Pit pa more zato, da predeluje patologijo oziroma patos iz primarne družine. Seveda ima starša ločena. Tudi tale Janez imel malo ločene starše. Tanja je prebrala to zgodbo, tako da veste, da čist funkcionalna primarna družina njegova ni bila. Kako ne rečem, te, ki imajo veliko denarja, imajo potem skušnjave tudi na tem seksualnem področju, niso zvesti, ker te napadalke ti samodejno joške v roke dajo in potem si zadet, heroin v žilo, overdose, gotov si. Ker denar ima tudi svoje slabosti. Razvajaš, delaš cele dneve, otroci te pa stric kličejo. Še huje, če mamo kličejo teta, ker cele dneve dela. V glavnem, diktat genitali oblikuje določeno psiho. Simbolne procese v psihi zaznamuje anatomija genitali. To je ta dodana vrednost psihoanalize, ki je nihče noče slišati. Je neprebavljiva za feminizem.
In zdaj ta moj izraz, da prihaja na področju kompatibilizacije spolov in v družini in v družbi do simbolne disonance. Kaj je kognitivna disonanca ali pa distorzija, veste? To je neka popačena logika mišljenja, razmišljanja, mišljenja v nekih dost, bi rekel, konsistentnih kognitivnih procesih. No, ko se miselno zavozlaš recimo v teoriji zarote, ko napačne podatke oziroma prave podatke napačno, logično skup daješ, preslišiš ene stvari, zamočiš sam sebi druge stvari in potem neko miselno skropucalo ven pride in potem verjameš v teorije, razne teorije zarote. To je kognitivna disonanca oziroma kognitivna distorzija, je pa hujše neko celo obolenje, ki ga imajo fejst pretegnjeni ljudje in tudi teh ne manjka v naši družbi. Še posebno so prišli na površje v času korona krize. Virus umetno ustvarjen z namenom depopulacije, plandemija, pa take nebuloze in tisti pretegnjenci to izrazito suvereno podajajo v eter in to spremljamo. Oni so v kognitivni disonanci. Simbolna disonanca je pa nekaj, kar je zraslo na mojem zelniku. Škoda, da Freud ni o tem govoril. Bi lahko. Se tudi o kognitivni disonanci ni govoril, pa je tematiziral posredno teorije zarote. Govoril o bizarnih verjetjih in kognitivnih anomalijah na račun napačnega otroštva oziroma zavajanja v otroštvu. Temu ni rekel teorija zarote. V simbolni disonanci pa govoril posredno, v smislu, recimo, da so določeni poklici ali pa opravila ženskam pisana na kožo, da ne rečem na duševnost oziroma na diktat genitali, moškim pa drugi tipi poklicov, ker tam obstaja nek frazem. Moja mama je začela svoje spise nekako takole, prosti spis, je začela: mama kuha kosila, oče seka drva. Ali pa obratno, oče seka drva, mama kuha kosilo. Ja, kaj zdaj to pomeni? Ja, sekira, je moški spolni organ na simbolni ravni, je falus, simbol penisa. In s penisom oče seka drva. Mama pa ima sposobnost rojevanja in ona rojeva hrano. Ima dobro dojko, s pomočjo katere ona nasiti lačna usta. Ne samo moškega zvečer v posteljnih radostih, ampak otroke z dobro dojko nahrani. Ima sposobnost nahraniti. Moški kuhar, se je lahko dober, če se mu zgodi, to je pa spet na mojem zelniku zraslo, zavidanje sposobnosti materi, da z dobro dojko nahrani. Ali pa zavidanje sposobnosti rojevanja hrane in potem je lahko tudi Jamie Oliver ali pa Ramsay, dobri kuhar, ker se tudi kuharji lahko s svojimi dosežki kuharskimi kurčijo in zmagujejo kot najboljši kuharji. Ampak za afiniteto pa kuhajo ženske. In to je simbolno skladno z diktatom genitali, anatomijo genitali. Moški imajo poklice drugačne, oni so, zidari in zidajo nebotičnike v nebo. Zaradi kastracijske bojazni, tale hlačni ščinkavec je kronično premajhen. Ženske pa dekorirajo notranje prostore, ker jih skrbi, kaj se v njenem telesu, v vagini, v maternici dogaja, kako poteka menstruacija. Moški tega miselnega prebliska nima, zato ne more on dekorirati, razen če je gej. Gej se pa zgledujejo po ženskah. Se pravi, suma summarum, simbolna disonanca nastopi, kadar se moški in ženska poskušata kompatibilizirati v harmonično partnersko zvezo in potem se zgodi, da ženska več zasluži. Moški je pa brez denarja, kar bi pomenilo brez kurca oziroma brez sposobnosti ejakulirati denar v družino, v mednožno denarnico. In ženska ta denar možev, ženska ga zapravlja.
ga suvereno zna zapravljati, tako kot je treba, pa tudi tako kot ni treba, ne. Moški načeloma se zna tudi zapravljati, ampak on spravlja recimo svoje potencialne ljubice v dolžniški odnos. S tem, ko daje denar, ko jo plačuje, ona se mu mora oddolžiti. Zato so te polni denarja nalodani z denarjem v velikih skušnjavah, ker te nastavljavke bi pa rade bile v dolžniškem odnosu, ker rab sponzorja. In potem dobite te starletske ženske, ki niso tako napačno psihično strukturirane, so sprejemajoče, se zapodijo v politiko, bolje rečeno v politike, ko svinja obuče. Politiki pa nasedajo, ne? In potem imamo, kar imamo. Ne bom šel v detajle iz naših krajev, iz našega polisa države, ne? Ampak recimo te ženske, o kateri govorim, recimo, da govorim zdaj malo o Tini Gaber ali pa tudi o Urški Klakočar Zupančič na eni točki, ne? Te dve ženske nista moškinji. In feminizem je noro besen. Ravno na Tino Gaber pa na Urško Klakočar Zupančič. Ker napadajo, ne, moške svojo seksualnostjo. Kar je normalno, naravno, pričakovano in kompatibilno z moškimi. In feminizem nori nad žensko pohoto. Jo hoče zatučkati. Zato sta ravno Tina Gaber pa Urška Klakočar Zupančič smrt za feminizem. Na drugi strani recimo je Nataša Pirc Musar sininja svojemu fotru, ljuba moja hčerka, bodi moj sin, je ta očetova fantazma, ki je Natašo naredila bolestno ambiciozno, tam se je poskušala v nekem športu, tam skozi nek palični rokomet, ne vem, smučala je, bowlala, keglala, Harley Davidsona vozi, ne, ki je simbol falusa, to ženska ne dela, načeloma, ne, ok, jaha že konja, ampak ne pa Harley Davidsona, ki je tudi falus tako kot konj, ne. Skratka, ta simbolna disonanca je temeljni problem Jerneja in njenega Slovenceljna, njenega Janeza. One dva se v finančnih pogledih ne ujemata in njun partnerski odnos bo vzela magla. Sam po drugi strani si pa tale Jerneja pri svojih letih tudi ne more kar špogati, razen če je ekstremno lepa, da bo nekega alfa samca dobila, ki bo pa ejakuliral denar non-stop, ona ga bo pa zapravljala. In bo imela otroke in varno zavetje družino, finančno varnost. Ne? Zdaj pri telem Janezu se je finančna varnost ne obeta, razen če njen Janez ne bo prišel do uvida. On mora priti do spoznanja, da se je napačno lotil življenja na račun disfunkcionalne svoje družine, foter je zajebo na svoj način, mama na svoj način, in je prišlo zdaj, ne, kot se vidi, Jerneja to opaža, Janez sicer ne, do simbolnega neujemanja, ne, do disonance, da ne rečem distorzije. Simbolno distorzijo imajo geji, recimo, ne, pa možate lezbike. Ne, pa bi bil pa gej cvetličar, ne. Cvetliče so vagine, to naj ženska skrbi za cvetice, ne more gej. Tam oni imajo pa simbolno distorzijo. Ampak nič hudega, so dobri cvetličari, tudi modni oblikovalci, ne, tudi kak dizajn so geji dobri, ne. Nič nisem tukaj slabšalen, ne. Sam povem, razlagam, kaj pomeni simbolna disonanca, ne. In ženske imajo, tudi ta Jerneja, ki je imela dovolj dobro družino, ne? Se oba dva imata dovolj dobre družine. Mi rabimo dovolj dobro družino. Ampak ena družina nekoga bolj zaznamuje, drugega manj. In v preveč slabi družini gre bolj za to, da otrok fatalno, šokantno ponotrani dogodke iz primarne družine. In potem ta družina postane preveč slaba. Na nivoju psihične realnosti. Tako nekdo, ko gleda mojo normalno družino, ampak otrok lahko dramo v svoji glavi dela in zabrazgotini svojo psiho in zabrazgotinjenje se bo uveljavilo čez 20 let, ne. Prvi 6 let je ključnih, čez 25-26 letih se mu bo pa začel dogajati not pobuč vse narobe. Že pri 15, ne, ampak tako pravim. In ženska intuicija, tudi moška, začuti, ne. Kaj začuti? Ženska začuti, da mora moški plačati, ne. Plačaj, nezavedno potem razmišlja, zato ker sem jaz lepa
In če češ ti mojo lepoto gledati, moš to plačati. Jaz se pa divim tvojim dejanjem in z dejanji ti zaslužiš. Jaz pa z lepoto ne morem glih zaslužiti, jaz z lepoto lahko upecam alfa samca in se mu dožim, če on plačuje. Moški vedno plača. Sistemu mora pa zagotoviti, da ima dovolj denarja, da plačuje. Ker je diktat genitalij tak. To govorim seveda tudi na odru. Razžaljena gospodinja pri seksologu. Jaz rečem, kdor ne dela, gospodinja pa reče, naj si ga drka. Pa jaz dodam, pa sam fafa. Kdor ne dela, naj ne je. Ne, moški, če ne dela, nima kaj lepote gledati, kaj šele, da bi si omastil brkove z nekimi joški. Sorry, ker sem prepričljiv, želim, da se utke moje znanje v infrastrukturo možgansko vsakega posameznika, da se te moje logike, freudovske, psihoanalitične logike navzame cela Slovenija in bo lepše živeti. Sam mi morate malo slediti, ne kot virskemu guruju, ampak dajte moja znanja malo udejanjite v svoji praksi, v svoji lokalni skupnosti, v svoji družini, ne nazadnje. In pa gledam tale TikTok in sem ga delil na Twitterju, na X-u. In tam sprašuje, koliko ima ta vidva, mladi par prihrankov, pa on reče, tavžen 200 evrov, a ne, dolarjev, ker sta Američana. Pa punca reče, jaz pa 70 kilo, se pravi 70 000. Tip debelo gleda, kje si pa dobila, oči mi jih je dal, zakaj pa moram pa jaz plačevati? Zato, ker si moški. Moški plačuje. In tip budala ni štek od tega. Ja, ti imaš več. Kakšna logika ti imaš več. Ti moraš toliko delati, da zaslužiš, da boš imel toliko, da lahko daješ. Foter bo po svojih hčerki seveda dal. Pol bo ljubica pohamstrala, pol bo baba, nekaj bo pa tudi ta mala dobila. Če je foter magnat, bo hčerka veliko dobila. Sam alfa samca ne dobila. Ker mladi moški so brez denarja. In ta poanta je, da moški mora imeti denar, sistem mu mora omogočiti, da zasluži. Ne pa najboljše študentke in diplomirajo, pa še doktorirajo so punce. In dobijo odlične plačane delovna mesta. Seveda se tudi dol dajejo. Mnoge karijere se naredijo v posteli ali pa na zadnjih zicih avtomobila ali pa v hotelskih sobah. Priseksajo si babe, službe dobre, prifafajo, moški so pa spotikani, faksa ne naredijo, ker so preveč testosteronski, ampak družba rabi testosteronske moške, ne pa estrogenske. Ja, moj Janez je malo estrogenski, ni falič, ni testosteronski. Ja, dobro opažate, gospodična Jerneja, dobro opažate, sam ne bom rekel, dajte se zdaj tega napoditi, naj on se strezne, naj dela na sebi tako kot vi. Sej poznate Mary Ainsworth, Johna Boblija, varne, nevarne tipe navezanosti. Vidva oba imata dovolj dobre primarne družine. Po mojem nimata preveč slabe, čeprav tale Janez ima napačen pogled na providerstvo. Kaj naj še rečem? Bom še nekaj 5 minut soliral, pa še eno grozljivo zgodbo tlele iz moje kartoteke predstavil. Zgodb na to temo malo morje. In bom posnel tole v naslednjem videu. Zdaj bom pa tukaj malo pauze naredil, da se malo nadiham, malo popijem, potem pa še predstavim zgodbo ene Nataše njenega, koga že, brata, Mihata, in par let že hod k meni. In boste videli, kako se vse zajebe. Če ni sonantno, če ni ujemajoče partnerstvo na finančnem smislu, če je foter kastriran, očetje ne smejo biti kastrirani, mora biti finančno providerski, če niso, to zjebe otroke. In to bom potem v drugem delu na zgodbi Nataše in Mihata in njune primarne družine malo pokazal, kaj to pomeni, če imam baba veliko denarja, foter pa kastriran. Zjebejo otroke. Sledil bo še ta drugi del.
K Romanu se je pred nekaj leti zatekla še Nataša, ki je v medijih in na YouTubu opazila Romanovo znanje. Z njim se obdobno pogovarja že nekaj let. Roman jo zato izjemno dobro pozna, njeno življenje, njeno družino, njenega brata. In prisluhnimo še tej poučni zgodbi. Evo, sem nazaj. Vmes sem se malo nadihal, ker sem malo not padel, malo sem jezen, da ta družba spotika ljudi, družine, s tem, da ne sledi diktatu genitalij, se pravi simbolnim procesom, ki potekajo na nezavedni ravni. Še enkrat naj ponovim, da naša duševnost v budnosti deluje tako kot v sanjah. Za sanje vemo, da so kraljevska pot do nezavednega. Ampak ne zgolj do nezavednega. Freud je tukaj pomanjkljivo zastavil svoj teorem o kraljevski poti do nezavednega. Sanje so kraljevska pot do simbolnih procesov, do simbolnega, tako kot umetnost, če jo znamo motriti skozi psihoanalizo. Freud je znal. Ali pa tako kot šport. In jaz sem pometal pred svojim pragom in sem šport razložil skozi psihoanalizo. In se mi zdaj prav butasto zdi, kako me teli športni filozofi umaknili oziroma niso predvajali mojega posnetka na zadnjem kolokviju, ker sem filozofijo športa ošvrknil, ker se ne sme suica dajati na nikakršen pjedestal. Ker so simbolni procesi ključni za razumevanje športa. Se pravi, ta realna realnost, ki jo vsak dan doživljamo, ima svojo simbolno strukturo tako kot sanje. Mi moramo vsakdanjo realnost simbolno prebrati, jo razumeti, jo dešifrirati tako kot sanje ali pa tako kot šport. V smislu, da gol ni gol. Gol je nadomestek za ženske genitalije, not ga je treba dati. Moški. Ženski šport ima druga obeležja, malo je v simbolni disonanci, ampak tudi ženske igrajo košarko. Olga Markič se je pa tam zmrdovala, ko sem rekel, da v resnici mogla biti kljuka tam namest košare oziroma koša. Na košarkarski tabli. Pa kljub temu pomagam tudi ženskemu športu, pa sem ga v Trbolah jaz ustoličil, tudi žensko košarko. Ker je to pravica v demokraciji, ampak na teoretski ravni so pa druge zakonitosti. In iz čiste ljubezni do resnice, do spoznanja, moramo zagristi tudi v simbolno jedro športa, kulture, umetnosti, tudi politike, vsakdanjega življenja in razlik med spoloma v kontekstu finančnega dajanja. Naj tukaj zdaj predstavim zgodbo neke Nataše. Teh Nataš je v Sloveniji veliko. Brat je pa Miha. Ta je zadnja 13. zvezek, to čez 1000 imam teh zgodb. Freud jih nima toliko jaz. Tale je 12. zvezek, tudi ta ni. Tale pa 11. Tam je z leta 20. Se pravi, 3-4 leta nazaj se je tale Nataša obrnila z neko zgodbo, ki sem se jo spomnil, ker sem Jernejino zgodbo bral, pa se je križal. Se je normalna zgodba, ampak dajmo takole, Nataša mi je nekako, sem si izpisal, oziroma tudi e-mailje sem pisal, kaj je z njo se dogajalo. Mama je imela, sedaj ima že penzijo, je že krepko v penziji, tam 65 let stara, imela je dobro plačano službo, delala je na vodilnem položaju v mestu, na vodilnem mestu, tam neka direktorca, poddirektorca v neki močni firmi. Z možem sta si ustvarila družino, najprej imela hčerko Natašo, tam v začetku 80 let, potem pa še sina, 5 let mlajšega kot je ta Nataša. Njen mož, se pravi mamin, torej Natašin oče, mamin
mož je kmalu po sinovem rojstvu nehal delati, imel je slabšo plačano službo od mame, ne, bil je poštar, ravno zdaj imam enega poštarja, ne, je ego velik in ima pošto več zaslužko tista punca njegova, ne, študentka. Jo zalaga z denarjem, kar je prav, ne, bil je poštar in pol ga je pa mama prisilila oziroma tako spodbujala, da bi nehal delati tale očka tem dvem otrokom, mamin, ženin mož, ne, da bi nehal delati, ker bo njena plača, citiram, dovolj za celo družino. Bodi raje doma z otroki in poskrbi za gospodinstvo, kuhi, per, liki, ne, namesto da se utrujaš službo, ki ne prenese posebnega denarja, tam, bi rekel, pod 1000 evrov, ne, ona pa 5000, ne, 5-krat več. Zdaj se pa 5 družino, če se lahko greš. Zdaj tale oče je s tem postal nekakšna gospodinja, brez prihodkov, brez službe, brez kurca, se reče, ne, vodebovsko. Oče je karakterno zelo faličen in mislim, da mu taka pozicija nikakor ni ustrezala. Ne da misli, ona zdaj ve, ne, ker se je toliko naučila od mene. Bil je večkrat zelo živčen, jezen, agresiven, ne. Zdaj vem zakaj, dodaja Nataša, itak da je bil tak, ne. Ker je bil kastriran. Velikokrat je kaj polomil, upil, razbijal, ni pa fizično nobenega prebutu, ne. Tudi kako pijačo bi se lahko vdal, zdaj ta pa menda ni tok pil. Zdaj pa tale mama je celo otroštvo govorila samo o denarju in se v dobri veri, da dela prav, ponašala s svojimi lastnimi financami, svojo kariero, z dosežki kariernimi, ki jih je imela znotraj firme, ker je napredovala logično na vedno močnejša delovna mesta, boljša, bolje plačana, verjetno zdaj ženska tako malo aseksualna. Če je približno dobrega izgleda, verjetno je, ker tale Nataša dobro izgleda, ne, si je marsikaj mogoče še priseksala ali pa prifafala, ne, sam verjetno si ni, ker se mi zdi, da je aseksualna, ne. Se pravi, govorila je samo o svoji karieri in s tem je posredno kastrirala tega svojega moža, ne, očeta svojih 2 otrok. Sploh ne vem, kako je oče to prebavil, je rekla Nataša, ne. Jaz in brat Miha pa sva celotno dogajanje samo gledala, srkala, upijala, kot tist lakmusov papir, ko je pivnik. In nama se je zdelo vse to normalno. Če me je kdo vprašal, kaj dela ta moja starša, je bil moj sicer odgovor tako iskren, ampak vedno nelagodno sem priznala, da oče nič ne dela in da je doma gospodinja, ne. Ker punca je vedela, da ni to prav, ker anatomija genitalije že njo zaznamovala, Oedipov kompleks je pravilno razrešila, ne. Sem lepša, nimam lulčka, se ne kurčim, kdo se kurčijo moški, ne. Moj foter se pa, a nimaš čem kurčiti, ne. Ja. No pa takole dodaja, ne, ker malo je pa znala tole feminilno pogleda na celo zgodbo, že v osnovni šoli. No, oče je mamo večkrat varal, za kar vem samo jaz. Tudi sama mama je ranjena, izhaja iz družine, v kateri je bila edinka, vendar si je njen oče želel sina. In je nikoli ni pohvalil, ni dal priznanja, ampak je samo grajal. Ne? Ja, kje bo pa v normalno žensko se tale hčerka svojega fotra razvila, vsaj ambiciozna, ko bi rekel, ko Nataša Pirc Musar. On je imel pa 2 hčerke, pa nobena ni bila sin, obe so karakteristični, ampak Nataša bolj kot njena sestra. Ne? By the way, ne? Ama kjer zdaj preganjal, ker neko vednost podajam. Sin, ne, tale Miha, njen Natašin brat, nikoli ni pokazal želje potem, ne, še danes nekaj star 35 let, da bi služil denar. Ha, vidite, Jerneja, ista zgodba, takih je na tisoče v Sloveniji, ne. Ni imel službe, edina služba je bila obveznost, nekaj tedenske prakse v srednji šoli, ko je police zlagal tam, v enem verjetno Mercatorju, tam, pa ne vem, Lidli.
v trgovini zlagal tiste police, bil na praksi, ne, 35 let je danes star, ne, tale Nataša pa blizu 40 ali 40, samska, ali pa ima tu pa tam kazga, ne, ampak, ok, pustimo že, veliko časa preživi tale Miha za računalnikom, ne, igrce igra, mogoče kak spletni poker, ali pa še kakve igrce za denar, nekaj se da danes tudi z igrcam služiti, denar mu nič ne pomeni, je zanj samo, kako že prav, kos papirja brez vrednosti, butl butast, foter je kriv na račun mame, foter bi se mogel pret ali pa delati, na vsak način mogel delati, pa ni, je mama pust odmej kariero, se boš pa dej mi denar, pa mu pa mama denar deva, zajakulira mu kam že, v ritnik ali kam mu zajakulira v denar, simbolna disonanca je to, ne, vzdržuje ga mama tega Mihata, ženske še ni imel, itak, devičnik pri 35 letih, nima testosterona, izpita za avto, nima, ne, nima samo vrš Janez, teh težav, da nima izpita in ne kaže želje potem, tudi ta Miha še kar ne kaže želje, da bi mal v šofiru, ne, da bi se mal kurčil z avtom, se tudi nima denarja, da bi ga kupil, ne, se mu ga bo mama kupila, ampak ne more se naučiti, voz, ne, prevaža se s kolesom, po možnosti s skirco, ali pa za njegov prevoz poskrbijo drugi družinski člani, ne. Tale Nataša je tudi vozna, ona se je pač pripravila do tega, foter je tudi vozen, avto mama kup, ne, 2 kup, družinska avtomobila, ne, pa mama ga voz, zdaj pa hčerka, ne, tale Nataša, se je zapletala z napačnimi tipi skos, ne, kar mi je tam govorila, en zadnjih je bil psihopat na kvadrat in mu je posojala denar, ker si je to želel, ne, to je uskubil je za tam bliz 20.000 evrov in potem pa zginil ko kafra, ga ni bilo več, spizdo je, ne, 200.000 evrov je ukradil butl. In punca ni vedela tega, to je bilo par let nazaj, ne, zdaj pa vsa preplašena, ker ve, da bo nasedla, ker nima vkusa, kdo je pravi moški, čeprav si ga izboljšuje, ker hod k meni, ne. Ona je imela ves čas občutek, da dela prav in da je prav, da tipom finančno pomaga. Mama zjebala si cel software, ne, napačne, zapacan ima hard disk z virusnimi datotekami, BIOS ima trojanskega konja inštaliranega. Šele po tej kalvari s temi 20.000 evri se je začela zavedati, ne, v kakšno paradigmo se je ujela, prišla je do spoznanja, do uvida, se zatekla k meni, spoznala je, da more moški zaslužiti svoj denar, ne da ga mu baba daje. Ne. In ta Nataša ima težave tudi s tem, da ne čuti, da bi moški moral karkoli dajati oziroma biti njen provider. Ker foter tega ni delal v svoji družini, ker je mama to delala. Foter je bil tam nek prisklednik, ki je samo črpal družinske finance, v kateri v fond je pa sama mama not dajala. In zdaj ima hčerka virus not v BIOSu, trojanskega konja. Celo otroštvo se je obremenjevala s tem, ali bo v odraslosti dovolj zaslužila. Ona, tako kot mama, ne, je mamin model ponotranila. Diktat genitalij, ženskih je pa sprejemajoč, moški mora nafilati to denarnico, ona mora pa zapravljati. In ta je imela vse narobe skupljen noter, ne, v simbolnih nezavednih procesih, ne, in je imela simbolno disonanco znotraj sebe. Diktat genitalij je bil tak, da bi ona sprejemala, naučila se pa virusno, pa od primarne družine vse narobe. Ker nikoli ni bil oče tisti, ki bi karkoli dal, denarnega, materialnega, iz registra te varnosti, da bi se počutila. Zato nikoli v svojem dozdajšnjem lifeu ni našla, oziroma niti ni iskala moškega, jo niti ni rajcev, ki bi bil njen provider. Ne, kljub temu, da sama ni karieristka, čeprav ima fakultete, eno ali celo 2 ali kako že, je ful naštudirala stvari, odlična, ne vem kaj, tudi ima svojo službo, zasluži
in je, ko bi rekel, zelo feminilna, ne? Se pravi, diktat genitalij se je uveljavil in narcistična, vedno pride urejena, napravljena, tudi v kiklih, z make-upom, urejene nohte, vsema. Od moškega pa nič ne pričakuje. Ne pričakuje, da bi ji moral dajati. Čeprav se je, ne, zahvaljujoč meni, že malo preobrazila. Malo je že pamet srečala. Ker obdobno črpa moja znanja, prihaja do spoznanja, imam tisto neko moč, da delam promeno na mozgu, ne. Tako da, spoštovani, se bo treba kaj oglast k meni, ne. Ali pa dajte tele podcaste, video ponotraniti, ker tisti, ki imate zasvinjan cel hard disk, se morate z razumom čuječno spraševati, kaj je narobe z vami, glede na to, kar ste od mene slišali. Skratka, zdaj teh zgodb, zdaj sem to Natašo dal tlele ven iz tega mojega arhiva. Se spomnim, ena Jerneja je tudi bila. Njen tip je bil pa, ne bom povedal, zdaj še tipa, prav Jerneja se spomnim, ker ta je Jerneja, zakodirana Jerneja, ta je bil pa, njen partner sta bila še po študentskih letih, ona je že diplomirala, on še ni, iste starosti in bi šla v ZDA. In tip nezavedno ni hotel diplomirati sploh, ker ne bi bilo treba kuška njej špilati vam v ZDA. Ona je pa tam izvisela na vseh tistih audicijah, ali kaj že bilo, testnih pogovorih, ker ni dovolj aggressive type A. Agresivni A-tip. Ni. In ni dobila službe. Kaj ne naredi? Gospa, mlada dama, gospodična, vi ste feminilna ženska. Vi rabite gospodarja, ki ste imeli tako družino, vi rabite alfa samca, da vas bo, rekel, fural po življenju, da bo vaš gospodar. Karikirano rečeno. In on, tip, sploh ni hotel v Ameriko, ker on še ni diplomiral in nezavedno ni želel diplomirati, zato da ne bi bilo treba kuška njej igrati, ko bi ona tam kariero delala, pa imela $10,000 mesečne plače, on pa nič. Ni hotel jeti, nezavedno ni hotel jeti. Sliko, gospa, dejte se raje tole malo bolj v eno tajnico navadno, ne, pa sem garala v študijsko, ne ga srat, ne to delati, ker boste zjevali pol otroke, ko jih boste imeli. Ne tako, ko sta zjebana ta Nataša pa brat Miha, ne. In zakonske zveze potem propadajo, deci kastrirani se zapijejo, najdejo se ljubice, une, te pocen, ker za te prave ljubice moraš ti denar imeti, ne, moraš malo na goloba biti, da če šur mrho z silikoni dobiti, ki se dobro dolžge. Dobiš kjerkoli je dobro, da ti da, ne, ker doma tudi bab seks ne paše, ali pa paše, ne, ker tele sem si zapisal, sem imel prijatelja, ki je 3-krat na dan hotel seksati, 50 let je bil pa star, z enim isto ženo. Vse, ko si ti malo bolan, ne, tip je bil brez denarja, ni imel denarja in bi pa 5-krat na dan seksal, ali pa 3-krat. Pismo, 5 se zdraviti, 5 v službo, zasluži denar, da ti ne treba 3-krat na dan seksati. Ker je bil kastriran brez denarja, ne. Eden od teh mojih kolegov. Ne. Ali pa me podjetnice so me klicale 15 let nazaj. Če bi predaval o ženskah v podjetništvu, denar pa ženske pa karijera. S rekel, vete kaj, če vam jaz predavam, ne bo nobena več karijere imela, ker boste sam še mozli svojega alfa samca tam. Jaz si to bi rade slišali, to neljubo znanje ga rabimo. S rekel, ok, pridem. 500 podjetnic. Tam so bile neka škarja, si pisala. So me en dan prej obvestile, da odpovedujemo predavanje. Jaz rekel, vse sem vedel. Ko so feministke, ja, so pripeljale ene te bolj malo možate ženske Pahorja za predavatelja, bo namesto vas. Pahorja so pripeljale, da je on kaže, zdaj kako je lep. Mislim, jaz sem pa znanja serviril taka, bi jim, ne, da bi glava pekla, ne. Potem sem pa šel v šaleški, celjski inkubator v Celje, ne, predavati o podjetništvu in razlikah med spoloma. So pritisnili na tisto šefico, tok ne reka, kaj tazga še nisem doživela.
Sem rekel, ko boste zgubili službo, ne, to ne, ampak, lejte, bomo posneli, boste imeli to predavanje. Razlike med spoloma v podjetništvu. Predavanje lahko dobite na internetu, sem ga posnel. Ampak malo so jo bi likvidirali tam, ne. Ampak nekateri, recimo, spomnim se tle, eno sem si zapisal, je rekla, če jaz vas ne bi poznala, se bi jaz popolnoma zgubila, jaz možu skrivam moj dejanski mesečni priliv, ker imam enkrat dvakrat večjega kot on bi bil tam kastriran. In to bi slabo vplivalo na njega, njegovo psiho, ker bi bil kastriran in še na najne 3 otroke. In skrivam, koliko zaslužim. Zato, da ni fovš, oziroma ne fovš. Zato, da se ne čuti kastriranega, pa da ga imajo otroci za carja, da se psiha otrokom normalno razvija. Ne? In pa imam še enega kolega, vse denar ni pomemben. Jaz sem rekel, kako to misliš? Boh, tu sam ti govoriš. In pa jaz tukaj, kurba fotrt njegov je bil skozi brezposeln celo življenje, mama je pa tam delala kurba v bank, ne, pa ful velik denarja imela. On se pa preživljal jedva. Vse denar ni pomemben. Ja, njega srad, kurva, imaš babo, nimaš. Ja, veš, čez brez kurča, čez brez denarja. Ne, se ga imam. Pa ne moš tako dati odpoved. Meni se ne ljubi delati, no, sem dobil bolniško, sem tam so to znani, ko ga imam, sem psihiatrinjo scat pelo, sem jaz ti povedal, ko moram delati. A njega srad, bež delati, med denar, kdor nima denarja, naj si ga drka, pa sam fafa. Nimaš kaj lepe babe gledati čez brez denarja. Joj, otroci nasrkajo, ne. Zdaj, ali boste mene poslušali, pa družbo pomagali, skupaj z menoj v red spraviti, pa brali takele knjige, ali pa vse hudiče zjel, ali pa šlo vse v maloro, ne vem, ko naj še rečem. Lejte, če še kaj rabite, iz osebnega tega nivoja, kakve zgodbe, če so zanimive, jih lahko dam v podcast, se bova Stanjo potrudila v ta pogovor. Če imate bolj take, da želite na sam Trbovlje pridite, lahko pridem predavati, ne, sam, kje bom jaz smel, tako kot klakočarka, vsako knjižnico pride, pa nabito polno, pa bučke tam prodaja s tisto neko 3. razredno knjigo, ne. Mislim, jaz pa dajem znanje od sebe, ne smem nikamor. Skratka, Tanja, dej še tole zaključiti, kar se mene tiče, to je bilo to, majica sponzorska vodebologija za neverjetno donacijo 30 €. Čau. Tako, poslušali ste podcast oziroma pogovor številka 6. Ne pozabite se naročiti na ta kanal in všečkajte ta video. Napišite tudi kakšen komentar ali vprašanje za Romana. Z Romanom verjameva, da ste se tudi danes kaj novega naučili, spoznali kakšno življenjsko resnico, zato vas vabiva, da podprete najino delo in nama donirate poljuben znesek prek PayPala. Vse podrobnosti imate spodaj v opisu tega videa. Naj vas spomnim, da ob donaciji vsaj 30 € dobite v zahvalo majico vodebologija. Še vedno pa je na voljo tudi Romanova knjiga Prvi spol, stane 20 €. To je vse za danes, hvala, ker ste naju poslušali in lepo se imejte do prihodnjič.